slišite zvok udarcev vagonov ob tračnice, nekje na poti, proč od doma, proč od domovine. Še slišite ta jok in stok otrok, iztrganih iz varnega naročja staršev. Še slišite ta strah, ki molče kriči. Še slišite to neizrečeno vprašanje, zakaj? Zakaj vendarle? Še slišite to bitje srca za svobodo, za domovino, za pravico in lastno resnico. Spoštovane preživele taboriščnice in taboriščniki, dragi gostje, vsi prisotni, pozdravljeni na spominski slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve holokavsta. Danes se spominjamo več kot 6 milijonov žrtev judovskega, romskega in slovanskega porekla, neozdravljivo bolnih, homoseksualcev, ljudi drugih ver ali ljudi drugačne barve, ki so zgolj zaradi svoje drugačnosti postali žrtve nacističnega, totalitarnega nasilja. K pozdravnemu nagovoru na današnji dan spomina vabim gospoda Janija Aliča, predsednika koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in člana predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. V imenu Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije prisrčno pozdravljam vse taboriščnice in taboriščnike, tovarišice in tovariše, še posebej pa predsednika republike, gospoda Boruta Pahorja, varuhinjo človekovih pravic, gospod Vlasto Nussdorfer, predsednika Slovenske borčevske organizacije dr. Tita Turnška, slavnostnega govornika, pisatelja in kolumnista Gorana Vojnoviča in vse vabljene goste. Ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta 27. januarju, ko je leta 1945 Rdeča armada osvobodila tovarno smrti, koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau, se spominjamo tudi vseh slovenskih žrtev v italijanskih, nemških, hrvaških in madžarskih koncentracijskih taboriščih. V njih je umrlo skoraj 13 tisoč Slovenk in Slovencev, največ v tržaški rižarni podružnici Auschwitza več kot 4 tisoč. V Jasenovcu in njegovih podružnicah je bilo več kot 400 Slovencev, okoli 300 so jih pokončali ustaši, katere nekateri pri nas tako radi častijo. V Mauthausnu na ozemlju današnje Avstrije je bilo v krematorijskih pečeh sežganih 1500 naših ljudi. V številnih taboriščih na ozemlju današnje Nemčije pa na stotine, samo v Dachavu 1600. Svojci teh žrtev ne bodo nikoli izvedeli, kje so pokopani, kje je raztrosen njihov pepel. Ti umrli nikoli verjetno ne bodo dobili spomenika z imenom in priimkom, kot tudi ne številni neznani partizani, ki ležijo v skupnih grobnicah ali pa so še vedno pogrešani. Zato pa bomo odkopali in postavili spomenike vsem kolaborantom, črni roki, beli gardi domobrancem. Zato bodo poskrbeli, vsaj tako kaže, kar naše državne inštitucije. Letos bomo obeležili 75. obletnico osvoboditve italijanskih taborišč, kjer je trpelo več kot 36 tisoč Slovenk in Slovencev. Največja so bila na Rabu, kjer je umrlo 1500 žensk, otrok in starčkov, pa v Gonarsu, Trevisu in Reničiju v Toskani. Predlagam, da se z nekaj trenutki tišine spomnimo vseh, ki so umrli v taboriščih, zaporih, konfinaciji, prisilnem delu, v vojnem ujetništvu, bili ustreljeni kot talci ali pa umrli po vojni. Slava njihovemu spominu.
In za konec še nekaj. Naša najstarejša taboriščnica, Fanika Raček iz Šentjurja, preživela je Auschwitz. Vas vse skupaj lepo pozdravlja. 10. februarja pa bo praznovala svoj 106. rojstni dan. Drugi najstarejši taboriščnik pa je tržaški pisatelj Boris Pahor, za katerega Fanika pravi, je od mene mlajši 6 mesecev. In še nekaj me je naročila gospa Fanika. Dejala je predsedniku republike, če pride na proslavo, povedal sem, da bo prišel, ker sem že vedel, sporočite, da sem ga tudi tokrat volila in upam, da bo izpolnil moja pričakovanja. Hvala lepa. Kdaj se je začel holokavst? Je bilo to leta 1933, ko so bila ustanovljena prva koncentracijska taborišča in sprejeti rasni zakoni? Se je začela z evgeniko v 19. stoletju? Ali pa se je morda začelo že mnogo prej, z ločevanjem na nas in vas, na boljše in slabše, sovraštvom, z nezaupanjem do sočloveka, v strahu pred nepoznanim? Ali pa se je začel vsakič znova, z vsakim prihodom novih internirancev? Vlaki so namreč dovažali nove in nove žrtve. Prispel je vlak z interniranci. Čakali smo, ko so SS-ovci začeli odpirati zaplombirane tovorne vagone. Bili so nabito polni. Tisti, ki so stali spredaj pri vratih, so popadali kot klade s precejšnje višine na tla. Kot bi se naenkrat preparala ogromna, preveč natlačena vreča. Nekateri so imeli dovolj moči, da so se pobrali in se začeli postavljati v vrsto. Drugi so se plazili.
Najslabotnejši pa so obležali, otrpli in negibni. Še naprej so ljudje skakali iz vagonov, toda naenkrat so nehali. Nekaj jih je zadrževalo, da bi skakali na onemogle tovariše. To je bil strašen prizor človeške stiske in nemoči. Toda že so posegli v mese sesovci, svojim los in psi, ki so se renče zaganjali proti oklevajočim. Jetniki niso imeli več izbire, skakali so na človeško preprogo. V množični industriji smrti so le številke. Brez človeške vsebine, brez spola in starosti, brez upov in svojih obrazov. Le podobe nekaterih številk so vtisnjene v liste zgodovine. Ne vem, ali je bil mladenič na sliki Žid, Poljak, Slovenec, Čeh, Srb, Francoz, Anglež ali Rus. Ne vem, kako mu je bilo ime. Ali je imel dekle, morda že otroke in ženo. Ne vem, kaj je delal, ničesar ne vem o njem. Le to, da je bil številka, ena od tisočev tistih, ki so stopili skozi vrata, označena Arbeit macht frei. Bili so ponižni, pridni,
čisti, pokorni, kot je veleval nov red, in da se nikoli niso vrnili v prostost, v navadni človeški podobi. Vem le to, da je bil predmet medicinskih poskusov, da so na njem in vivo ugotavljali vplive višinskih poletov na človeške možgane. To zagotovo vem, kajti velikokrat so ga fotografirali, nazadnje, ko so mu razžagali lobanjo. Ne morem pozabiti podobe tega mladega moža. Iz zgodovine scefrane človeškosti me gledajo njegove mile, temne oči. Joj, kako proseč pogled, kako presunljiv človeški pogled. Ne vem, kdo je bil ta mladenič na sliki. A vem, prepričana sem, da je želel živeti, tako kot zdaj mi, v miru z drugimi ljudmi. Si sploh lahko predstavljamo popolno izgubo človečnosti, popolno izgubo sramu, krivde, sočutja, empatije, popolno neobčutljivost na trpljenje ljudi, ki so za mučitelje le še potrošni material, ki ga izkoristiš do kraja, mu izpiješ voljo, energijo, moč in ukradeš vse, kar je imel. Nihče ni mogel spregovoriti besede. Po apelplacu so hodili na pol živi okostnjaki, kakor stoletni starčki, ki so še komaj premikali noge. Za nas se še zmenili niso, kakor da nas ni. Verjetno se še sami niso zavedali, da so sploh živi. Nedaleč od nas je ležalo v skladovnici več mrličev. Bili so popolnoma nagi. Med njimi pa so bili tudi takšni, ki so še kazali znake življenja z očmi ali z gibi udov.
Matere, matere naše trpeče, lačne in blede, v mesecu zadnjem zajete v barake, nosijo v sebi mrtvake, mrtvake. Trupelca plava, mrzla, krvava bodo rodile in omahnile. Matere, žene noseče, lačne in blede, grozno trpeče, nosijo v sebi mrtvake, mrtvake. Vse bolj je čuti svobode korake. To je njena zgodba in hkrati zgodba tisočih drugih. Ko so jo odpeljali, je bila mlado dekle, v cvetu svoje mladosti, po izkušnjah le malo več kot otrok. Odpeljali so njo, mamo in njene sestre. Vedela je zakaj. Ker si je želela svobode, svojega jezika, enakosti. S pogumom je prenašala svojo usodo. O tem, kaj je doživela, pa je govorila zelo malo. Povedala mi je, da je svoji lepi, dolgi kiti zamenjala za 2 odeji. Nisem je razumela, zakaj bi jo tako prizadela izguba las, če pa je doživela toliko več. Morda pa je to največ, kar mi lahko pove. Morda jo bom nekoč lahko razumela. Bosa pojdiva, dekle ob Sorej, bosa pojdiva prek zemlje trpeče, sredi razsanjanih češnjevih vej, sežem ti nežno v dlani koprneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talcev grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Holokavst je imel številne obraze in oblike.
Je en izmed njih bolj krut kot drugi? Je bilo njegovo trpljenje bolj resnično od njenega? Je on doživel več krutosti kot jaz? Se je sploh smiselno spraševati, čigavo trpljenje je bilo hujše, bolj boleče? In v kakšnem času živimo, da nas ganejo šele skrajne izpovedi, neznansko trpljenje? Na kaj vse smo postali neobčutljivi? Empatija pa nam je vse bolj tuja. Tudi jaz sem preživel neko dano usodo. Ni bila moja usoda, vendar sem jo jaz preživel. In nikakor nisem mogel razumeti, kako jim to ne gre v glavo, da zdaj že moram nekaj početi z njo, jo nekam k nečemu priključiti. Zdaj se na vse zadnje ne moram več zadovoljiti s tem, da je bila pomota, slepo naključje, iztirjenje, ali da se morebiti sploh ni zgodila. Imre Kertész, brezusodnost.
Simon Wiesenthal pravi, da je preživetje privilegij, ki nam nalaga dolžnost. Takole je zapisal. Vedno znova sem se spraševal, kaj lahko storim za tiste, ki niso preživeli. Odgovor, ki sem ga našel zase, ki pa nikakor ni odgovor vsakega preživelega, je takle. Hočem biti njihov glas. Hočem ohraniti spomine nanje, da bi v teh spominih živeli naprej. To, da mi preživeli nimamo dolžnosti zgolj do mrtvih, temveč tudi do prihodnjih rodov. Posredovati jim moramo svoje izkušnje, da bi se iz njih učili. Informacija je obrambno sredstvo. Ni dovolj, da je vse to že zapisano v knjigah. Knjige, za razliko od človeka, ne more spraševati. Priča mora biti živa priča. Ponovno se krepi nezaupanje v sočloveka. Vse pogosteje se pojavljajo delitve, strah in sovraštvo do drugačnega, do nepoznanega. Svobodi preti, da se bo izrodila v samovoljnost, če je ne bomo doživljali z odgovornostjo. O sedanjosti in o ohranjanju spomina bo v slavnostnem nagovoru spregovoril Goran Vojnović, pisatelj in kolumnist, ki v svojih delih vedno znova odstira tančice in razbija stereotipe. Spoštovane taboriščnice, spoštovani taboriščniki, spoštovani svojci, spoštovani predsednik republike. Kar jih je spremljalo skozi vse življenje, je bilo iskanje. Ne iskanje lastne sreče ali odrešitve, temveč iskanje drug drugega. Od uničenja in razpršitve v letu 1895 in še bolj od tistega v letu 1915 je minilo stoletje, a še vedno so tu vnuki in pravnuki, ki iščejo drugi druge. Očetje in bratje so iskali hčere in sestre po haremih, starši so iskali otroke po sirotnišnicah, možje so iskali žene po tkalnicah v Alepu in Damasku, kjer je bilo na stotine žensk na prisilnem delu. Pisma so brodila po svetu, vprašanja pridušena strahom so se mrmrala na palubah ladij, v taboriščih med preživelimi, obupani oglasi so se pojavljali na straneh armenskih časopisov po vseh kontinentih. Stotine tisoč družin so imele nekoga, ki so ga iskale. Narod, ki se išče po tolikih nesrečah, ima redko mir, da bi našel samega sebe. V romanu Knjiga šepetov romunski pisatelj armenskega rodu Varužan Vosganjan pripoveduje zgodbo armenskega naroda, tragično ukleščenega med mnogo večje narode in neprizanesljivo zgodovino 20. stoletja. V tej žalostni zgodbi o ljudeh, ki šepetajo svojo preteklost, da ne bi prebudili njenih zlih duhov, se zrcalijo zgodbe številnih drugih narodov, predvsem tista najbolj žalostna izmed vseh žalostnih zgodb, zgodba judovskega naroda, čigar najbolj žalostnega poglavja se danes spominjamo. Tako kot pisatelj Varužan Vosganjan piše knjigo šepetov, da bi se šepet njegovih Armencev naposled zaslišal tudi zunaj njihovih hiš, cerkva in mareličnih nasadov, da bi glas spomina preglasil šepet pozabe, tako se mi danes spominjamo žrtev holokausta. Spominjamo se, da šepet o njih ne bi potihnil. Spominjamo se, da ne bi potihnila bolečina. Spominjamo se, da ne bi potihnila osuplost. Spominjamo se, da ne bi potihnila groza. Ko se spomnimo holokausta, se spomnimo 6 milijonov pomorjenih Judov, spomnimo se koncentracijskih taborišč in plinskih celic. Spomnimo se brezštevilnih pogromov po vzhodni Evropi, spomnimo se trakov z Davidovo zvezdo na rokah ljudi. Spomnimo se zaseženih hiš, zaseženih tovarn, spomnimo se brezštevilnih zaseženih življenj. In spomnimo se tudi glasu, ki pravi nikoli več. Ta glas odzvanja v nas. Nikoli več, nikoli več, nikoli več. In zdaj, 73 let po koncu druge svetovne vojne, se sprašujemo, čigav glas je to? Kdo vse danes izgovarja nikoli več? Nikoli več bi lahko izgovorili tudi Armenci iz knjige šepetov. Lahko bi ga izgovorili leta 1895 ali leta 1915, po genocidu, v katerem je umrlo več kot milijon ljudi.
Lahko pa tudi pozneje, ko je po drugi svetovni vojni, tudi v tem v svojem romanu piše Varužan Vozganjan, nesrečno armensko ljudstvo doživelo nov pogrom in so bili Armenci množično deportirani v sibirska delovna taborišča. Nikoli več bi lahko izgovorili tudi Romi. V času druge svetovne vojne so jih pomorili več kot 500 000 in resničnih razsežnosti tega pozabljenega holokausta, ki mu Romi pravijo porajmos, najbrž nikoli ne bomo poznali. Tudi Romi bi lahko rekli nikoli več. In če bi nikoli več izgovorili Romi, ki jih niso pobijali in preganjali le fašisti, marveč tudi mnogi, ki so se borili proti fašizmu, bi se nam morda razkrila vsa nesmiselnost teh besed. V svetu, v katerem se množična pobijanja in preganjanja nikoli, niti za en kratek hip niso zares ustavila, lahko nikoli več izražale lažno upanje. Lažno upanje, da bomo nekoč živeli v miru, da bomo spoštovali drugega, kakor spoštujemo sebe. Danes se spominjamo žrtev holokausta, spominjamo se grozljivosti nacizma in fašizma, a beseda spomin nas zavaja, ker spomini pričajo o minulem, holokaust pa ni minil. In ne le zato, ker nobena vojna ne mine, ali ker 6 milijonov umorjenih pripadnikov enega samega naroda ne more ponikniti v preteklost, temveč mora biti del sedanjosti, če tudi desetletja oddaljene sedanjosti, temveč zato, ker se ni po letu 1945 nič zares končalo, ker se ni nič v nas prelomilo, ker se ni nič spremenilo. Vojne so se nadaljevale in začenjale so se nove, maščevanja zmagovalcev so bila neusmiljena, povojne diktature so v svoji krutosti presegale ena drugo, antifašisti so se preobražali v fašiste in tudi sami odpirali taborišča smrti, v njih brez milosti obračunavali s političnimi nasprotniki, pa tudi s celotnimi narodi. Od konca druge svetovne vojne se 73 let en za drugim po vsem svetu vrstijo pogromi in genocidi. Celo demokratične zahodne države, ki so danes sicer upravičeno ponosne na 73 let zahodnega miru, so v imenu tega miru nekaznovano sejale smrt po vsem svetu. Mi pa smo kljub temu leto za letom izgovarjali nikoli več. Nikoli več smo govorili, dokler nismo zgodovine ponovili, še malce bolj krvavo, še malce bolj bratomorno. Tudi v Srebrenici bi danes lahko odmevalo nikoli več. A danes predobro vemo, kako prazno bi to zvenelo. Danes vemo, ali se nam vsaj dozdeva, da vemo, kaj se ta trenutek, ko mi tu izgovarjamo nikoli več, dogaja v Siriji, v Jemnu, v Iraku, v Afganistanu, v Burmi, v Sudanu, v Kongu. A tudi zato, ker to vemo, je nujno, da se spominjamo žrtev holokausta, da se spominjamo judovskih in romskih žrtev, srbskih žrtev ustaških taborišč, da se spominjamo umorjenih Slovencev in pripadnikov vseh drugih za naciste in fašiste manj vrednih narodov, pa tudi vseh umorjenih homoseksualcev, invalidov, otrok z Downovim sindromom in vseh drugih, ki so jih nacisti videli kot izprijene, izrojene. Nujno je, da se vseh teh žrtev spominjamo. Še bolj kot spominjanje, pa je danes nujno zavedanje. Leta 2018 se holokausta ne moremo le spominjati, moramo se ga tudi zavedati. Moramo se zavedati, da je človeška zgodovina zgodovina nečloveškega, zverinskega v človeku, da je človeška zgodovina zgodovina vojn, zgodovina etničnih čiščenj, zgodovina iztrebljanja, zgodovina zasužnjevanja. Zato se moramo zavedati, da holokaust ni le kratko temačno obdobje, v katerem je človek prenehal biti človek, temveč je ta tema v človeku, odkar človek je. Potrebno se je zavedati, da nacizem in fašizem nista le neslavni poglavji človeške zgodovine, marveč v različnih pojavnih oblikah in z različnimi imeni najdemo posejane po zgodovini od pamtiveka do danes. Da, tudi danes sta tu nacizem in fašizem, ker je nekaj v človeku, kar ga potiska nad sočloveka in tega se je potrebno zavedati. Holokaust je dejanje človeka. Holokaust je človek. Ker je 6 milijonov Judov umoril človek. Ker je 500 000 Romov umoril človek. Zavedajmo se tega. A hkrati je tudi pomembno zavedanje, kako preprosto se je znajti na napačni strani zgodovine, ker je pogosto napačna stran zgodovine edina, ki obstaja.
Zgodovina je izmuzljiva, človeku nenaklonjena in zato je redko in izjemno biti na njeni pravi strani. Slava jim, ki jim je uspelo, a kot se nažalost vedno znova izkaže, je skoraj nemogoče na pravi strani zgodovine vztrajati. Kdor je zmagal v vojni, je še vselej izgubil v miru, ker je še v miru nadaljeval z bojem. In tudi mi danes nadaljujemo z bojem. Postavljamo rezilne žice, gradimo zidove, izganjamo in preganjamo, ker blagostanja, ki smo si ga skozi desetletja mukoma izborili, nekaj v vojni, nekaj v miru, ne želimo deliti z drugimi. Zato ni miru, oziroma je naš mir le privid. Naš mir je le zatišje, v zatišju pa se porajajo strahovi. Iz strahov rastejo tiha sovraštva, ki s časom postajajo vse bolj glasna, vse bolj grozeča. Tu smo in lahko se le vprašamo, kam gremo. Moramo se vprašati, kam gremo. Dan, ko se spomnimo na žrtve holokausta, naj bo zato tudi dan, ko se opomnimo. Opomnimo se, da smo si nekoč rekli nikoli več in da smo se izneverili sami sebi. Opomnimo se, da so bili ljudje, ki so zagrešili najbolj nedoumljiva grozodejstva v zgodovini, ljudje prav takšni, kakršni smo mi. Opomnimo se, da je vsak izmed nas le človek in da je človek sposoben vsega. Opomnimo se, da je človek sposoben holokausta. Spomnimo se in opomnimo. Spomnimo se in opomnimo, da ne bomo tudi mi nekoč, kakor Armenci v knjigi Šepetov, šepetali o svoji preteklosti v strahu, da ne prebudimo njenih zlih duhov. Da ne bomo spet, kot že tolikokrat, brezupno iskali drug drugega. Da ne bodo spet starši iskali svojih otrok. Da ne bodo spet bratje iskali sester in možje žena. Spomnimo se in opomnimo, da se ne bomo nekoč spet iskali, dokler se nepovratno ne izgubimo. Spomnimo se in opomnimo. Smo bili do 27. septembra 41, in takrat so nas odpeljali transport, kar delo 300 Slovencev, slovenskih družin, oziroma v Sobokovo Požega. Ja, zima je predvsem mrzla, takrat smo z enim fantom iz Slovenskih Konjic, smo začeli zakurili mehni ogenj, da se bo ogrela prste. Je prišel, ko se je zadimilo, je eden od staršev se stražarjev na prežive meje, je v plamicah, je pretekel, pokatil, naj je odpeljal v štab, na zašišanje. Bilo je precej batin, ostali so dali fine pretepati. In ko so se postavila na tla, po koncu so sama bila odpuščena. Ko so bila skozi izhod, glavni izhod, sva na vsako špalir ustaških pendrekov. Zdaj, ali so imeli pendreke, gume cevi, palce ali kaj, ne vem, glavno je hudo bolelo. Takrat so si z rokama smo se pokrila glavo, a s komolci smo pogledali prsni kor. Zato, ker sem bil udaril, s palicami bili sem, me bolelo. No, ko smo pretekla, smo se ustavila in smo gledali nazaj. Takrat smo onemeli. In nikoli več nisem znal čisto govoriti. Dne 27.4.1945 so nas izgnali iz blokov. 2 dni in 1 noč smo hodili, izkoristila sem zmešnjavo in skočila v gozd. Več kot ubiti me ne morejo, sem si rekla in se skrila. Prav tako še nekatere.
Ko je vse potihnilo, sem tiho rekla: je kakšna Slovenka? Oglasila se je moja sestra. Med tisočimi sva se našli. Skupaj se nas je našlo 16 Slovenk. Prišle smo v vas in zlezle v skedenj na vrh med ječmen. Pa pravi Danica: pridite, Rusi so. V Mariboru nam je ena teta povedala, da je oče umrl v Dahovu in da so doma požgali domačijo. Doma nas je pričakala mama in 5 otrok. Ravnokar smo slišali del pričevanja gospe Pavle Simčič. Tako pričevanje gospe Pavle Simčič kot posnetek gospoda Levina Rodica sta del nadgradnje obsežne maturitetne naloge Ines Pahor. Ines je svojo maturitetno nalogo posvetila spominu na holokaust, enemu največjih zločinov v zgodovini človeštva. Za svoje delo je prejela nagrado občine Sežana, proglašena pa je bila tudi za obraz Primorske meseca januarja 2016. Osrednji del njene prostorske inštalacije Drevo življenja je predstavljalo ravno to belo drevo, ki predstavlja upanje in novo rojstvo. Raste iz korenin v obliki Davidove zvezde. Le-ta nas opominja, da je v taboriščih umrlo največ ravno Judov. Namesto vej krošnjo drevesa oblikuje 73 rok. Toliko, kot je preteklo let od osvoboditve Auschwitza. Okoli drevesa in na njem lahko vidimo sive figure ljudi. Taboriščniki, obarvani v barvo pepela, revščine in vojne, plezajo na drevo življenja, ki jih edino lahko reši gotove smrti. Ines je svoje delo opravila z ljubeznijo in odgovornostjo do prihodnosti in ljudi, ki so ji zaupali svoje zgodbe. Njena inštalacija zbuja čustva in opominja, da se takšne grozote ne bi smele ponoviti, da si je vsak dan potrebno prizadevati za pravičnost in mir. Hvala vam za spremljanje današnjega kulturnega programa, ki smo ga sooblikovali. Godalni orkester Glasbene šole Ljubljana Moste Polje z dirigentko Ksenijo Trotošek-Brlek. Zoja Gašparič violina in Rok Šalamun harmonika z mentorico Marijo Grepo Strle. Iva Stanič, vokal in Marko Mozetič, kitara. Recitatorji Lina Vozni, Nina Smole, Danijel Petkovič in Urban Pipan. Program sva povezovala Mojca Poredoš in Matej Ulčar, scenarij sta pripravila Mojca Poredoš in Iztok Pipan, Televizija Medvode. Ko nas več ne bo, naj naša dejanja in spomini govorijo namesto nas. Glasba še igrala, nekdo ti bo prepeval in ti
se boš smejal, ko mene več ne bo. Zmišljenim besedam nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev spregleda tvoja leta in sploh ne ve, da midva smo vse to že imela, da sva v drugačnih časih vse to že doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez. Le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Bo smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še spoznal, ko mene več ne bo. Morda te vpraša zame, ki hodim zadnje čase, če sem se res spremenila in sem zaljubljena vase, pa mu povej, da midva sva vse to že imela, da prav tako kot mnogi sva si preveč želela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez. Le malo bolj naskrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Ko mene več